Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V do zadnjega kotička polni telovadnici osnovne šole 16. decembra Mojstrana je bil v petek koncert z naslovom Vsi smo dovje. Zdi se mi hudo narobe, zdi se velik mi problem, če pravica gre po gobe in se zlo godi ljudem. Pride svet se ti podreko vsiha zadnje upanje, se zdiš, da si manjši od svojih skrbi, nimaš rešitve, nimaš moči. Zmagali smo, zmagali ste z zbranimi 8253,50 evra. Izkupiček od prostovoljnih prispevkov so namenili za pomoč družinama, ki jima je v januarju ogenj vzel dom. Krajani in krajanke na Dovjem so ob tem pokazali izjemno solidarnost. Organizirali so iniciativo Vsi smo dovje, pripravili tudi več dogodkov. Na petkovem koncertu pa so nastopili številni znani glasbeniki, ki so tako dodali kamenček v mozaik zbiranja pomoči. In čas ne le zamrzne, v objemu je toplo, v srcu polnim upanja, v svet se lepši zdi. Gozdovi šumeči, v mahu se zlice, žuboreči povcočki, v krošnjah pa ptice. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, across the street. Večerni zvon je moj spomin na mili dom. Za nami je res uspešen večer. Zahvaljujemo se najprej vsem nastopajočem, ki so prišli, teh je bilo približno 20, in vsem, ki ste prišli na ta koncert in pokazali res eno dobro srce in smo skupaj zbrali še več sredstev za družine, ki so trpele v požaru v začetku meseca. Zbrano je bilo 8303,50 evra. Na koncertu je bil tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Toliko energije, ki je zdaj prisotna, ki je bilo prisotno v tej dvorani, kot je rekla Verica, naša zborovodkinja ljudskih pevk, v tej šoli, v tej dvorani ni bilo še nikoli, ona je tukaj učila dolga leta in jaz verjamem, da je danes nekaj posebenega. Hvala vsem nastopajočim, organizatorjem, hvala vsem, ki so kakorkoli pomagali in svojim kakršnemkoli prispevkom omogočili tak dogodek, ki je danes, ki je samo še eden v sklopu teh v namen pomoči na Dovjem. Tukaj smo videli res, da smo solidarni, da Slovenci, občani Kranjske Gore, smo solidarni in jaz kaj toliko lepega, toliko čustvena bitga nisem doživel že dolga leta. Za izkazano dobroto so se zahvalili tudi člani družin. Milan, jaz sem s Pehtotove domačije Pavlusov in bi se v našem imenu vsem dobrim ljudem, ki so v tej situaciji pomagali in ki bodo še pomagali, iskreno rečem najlepša hvala. Matic, dober večer tudi v mojem imenu in v imenu družine Gozel. Iskreno se vam zahvaljujemo za vse, kar ste storili, kar še bomo naredili. Za vso to pomoč res vidim, da smo res dobri ljudje, sodelujemo, to mi je najbolj všeč.
Hvala za finančno pomoč in res vsem iskrena hvala. Upam pa, da bomo čim prej pararjavč pil kofe. Tako. Jaz bom pa v imenu Ražnovih rekel hvala za vse dobre misli, hvala za vse lepe želje, pa hvala za vsa velika dejanja, ki so se zgodila, ki se dogajajo in ki se bodo zgodile v prihodnje. Hvala. Še vedno lahko pomagate z SMS sporočilom dovje 5 na 1919 in tako prispevate 5 evrov. Člani in članice Tabol teatra, ki deluje pod okriljem Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora, so včeraj v Ljudskem domu uprizorili premiero gledališke predstave Smrtna past. Po romantičnih komedijah je tokrat na vrsti kriminalka, katere prizorišče je delovni kabinet Sidnija Brula. Igro je režirala Tatjana Peršuh. Nastopajo Marko Koder, Polona Bačnar, Stane Jakl, Petra Mlinar, Fredi Grilc in Nataša Vidic. Ta stvar je popolna. Ja, mislila bi, da boš ponosen, ker je eden tvojih študentov napisal igro, ki se bo dobro ponavlja. Prvič v 11 letih zakona, draga, crkni. Razjeda me zelena zavist. Ja, najražji bi mahnil tega lopa s tistole macolo po glavi, ga zakopal kakšno 200-kilsko luknjo in poslal naprej stvar pod svojim imenom. Ja, David Ameriko ali pa Helu Princu. No ja, to je pa najboljša ideja. Pripravljati smo se začeli že z oktobrom lanskega leta in sicer smo imeli potem v oktobru, novembru, deloma decembra in januarja vaje, tako da bo danes luč sveta zagledala ta predstava Smrtna past. Letos smo se odločili za kriminalko in ne za komedijo, kot smo to igrali zadnjih nekaj let. Tako da smo rekli, bi malo zamenjali žanr, tako da tudi igralci se damo v druge vloge, najdemo druge občutke in poizkusimo narediti na odru vse, kar se da. Seveda igralci za vsako predstavo tudi rastemo, jo nadgrajujemo in tako smo prišli tudi do te predstave z naslovom Smrtna past. Zopet smo delali pod taktirko Tatjane Peršuh, zdaj že tretjo predstavo. In sicer Smrtna past je igra, ki govori o drami, ki jo piše znan pisatelj Sidney Brul. Vse se dogaja v njegovi sobi, kjer je samo pisalna miza in pa orožja, o katerih piše v svojih dramah. Tukaj imam tudi prvi osnutek. Mogoče ni prav, da sem... Ste naredili več skic? Ne, samo to eno sem naredil. Vse je sicer zmešano, ampak mislim, da boste znali dešifrirati. Hvala, ja. Kaj imate še tam? Sinopsis. Veste, od njega sem se pa znatno oddaljil. Naredil sem tako, kot ste svetovali. Za vsak prizor ena stran nevezanih listov, vidite, in nekaj vrst sem si zabeležil, pa nikoli uporabil. Aha, tiste pa, ki ste jih potem zavrgli. Točno tako. Ja, jaz delam enako, ja. Ja, vse je bilo v tej eni sami kuverti, pa sem vse skupaj pograbil. Hvala. Ni za kaj. Hvala. Ponovitev bo še v soboto, 1. februarja, potem pa že začnemo z gostovanji in sicer 7. februarja gremo v Pirniče in potem konec februarja Ribnico na Pohorju, potem pa bomo videli, kako bo naprej, kako bo predstava sprejeta tudi med občinstvom, tako da bomo videli, kdaj bojo naslednje predstave. Točno na predprogo. Ena mi za natančnost. Kaže, da je tvoje srce stvar preneslo. Komajda! Po premieri se bo skočila na rivieri. Spet bo imela gospodinjo tako, da se lahko kar pomiriš. Pa drug avto preko Nevarskega rojca. V zaporu bova!
policija tudi s prstom ne bo videla. Kaj boš pa naredil z njim? Pokopal ga bom. Za garažo! Ne. V zelenjavno gredo se lažje kope. Ja, popijem konjak ali kaj podobnega. Spet bom zmagovalec, Vsi najini dragi prijatelji bodo videli, kako živiš za moj denar. Predstavljaj si njihovo zmedo. Kranjska Gora je ta teden že četrtič gostila tekmovanje za svetovni pokal smučarjev invalidov. Vsak dan so potekala tekmovanja v 3 kategorijah: sedeči, stoječi in slabovidni moški in ženske, ki so se pomerili v veleslalomu in slalomu. Za izjemno dobro pripravo proge pa so poskrbeli člani Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora. Ja, 4-dnevni program svetovnega pokala za invalide je za nami, 3 veleslalomi, 1 slalom. Tekme so bile na izredno dobrih snežnih razmerah utrjene. Je pa res, da je za njimi 1 mesec tekmovanj in so prišli že utrujeni na to tekmovanje. Tako da se je poznali danes na slalomu veliko odstopov. Mislim, da jih je samo 25 skozi prišlo od 60, kar pomeni zahtevnost terena, zahtevnost snega in pa jasno, da utrujenost tekmovalcev, ampak k sreči ni bilo nobenih poškodb danes, nekaj je bilo v prejšnjih dnevih na veleslalomu, ker so bile tudi hitrosti velike, da je prišlo do majhnih poškodb tudi, ampak k sreči nič kaj tragičnega. Srčne tekmovalce je prišel pozdraviti tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Mi, zdravi ljudje, ki imamo vsega dost, med drugim tudi zdravja, ki je najbolj pomembnejše, se lahko tukaj na teh tekmovanjih invalidov, hendikepiranih oseb samo učimo, predvsem volje, upanje in seveda tudi na pomoč soljudi. Jaz mislim, da takih srčnih tekmovalcev, ki so tukaj, je težko dobiti in tudi to, da v bistvu nič ne pustijo nobenemu pomagati, da vse sami, da se čutijo čist v bistvu sposobni življenja in tudi seveda smučanja kaže na to, kako pomembna je človeška volja, kjer je v bistvu res že vse v bistvu misliš, da je vsega konc, pa se izvolijo, da vse ovire premagati. Organizatorji so ponosno potegnili črto pod vse 4 dneve tekmovanj. Lepa tekma kot zmeraj, zahvaljujoč ASK-ju in organizacijski ekipi, pa seveda glavnemu sponzorju Hit Alpineji.
je tukaj pač spet 20 držav, 70 tekmovalcev, dobra prireditev, ekipe so zadovoljne, se z veseljem vračajo v Kranjsko Goro in jaz upam, da bomo v prihodnjih letih še večkrat gostovali v Kranjski Gori. En dan smo lahko videli tudi slovenskega predstavnika, potem je žal zbolel. Ja, Jernej je pač imel tisti nastop na začetku. Želeli smo si seveda 4, jih nažalost nismo dobili, ampak pokazal je, da v bistvu letošnji sezoni je spet naredil korak naprej in počasi gradimo na tem. Koliko organizacije je pravzaprav potrebno že prej, seveda, pred samim tekmovanjem, da potem tole uspešno izpeljete? Ja, tukaj je Mojca gonilo tega organizacijskega dela. Mi imamo kot klub ali pa kot reprezentanca pravzaprav se več ali manj fokusiramo zgolj na dneve, ko je dejansko tekmovanje že v teku, takrat je za nas več dela in takrat pač z veseljem opravimo tisto, kar imamo za opraviti. Je pa to seveda organizacijski zalogaj, ki terja veliko časa. Se boste v prihajajočih dneh še kaj vrnili v Kranjsko Goro, morda bodo tu tekmovalci kaj trenirali? Zdaj ne vem, nisem prepričan, mislim, da tekmovalec bo definitivno Jernej Slivnik bo pač se vrnil v Kranjsko Goro še v letošnji sezoni in treniral na tej podkorenski strmini. Jaz pa najverjetneje ne, ampak je pa definitivno to luksus, da pravzaprav lahko tekmovalec ima progo tega ranga, ki je tako dobro pripravljena praktično pred domačimi vrati in to definitivno pomaga pri njegovem razvoju. Kako zahtevna je pravzaprav tale proga za vse športnike invalide? Že za, rečemo, tiste res vrhunske, še kakšen Marcel Hirscher je včasih dejal, da je zahtevna tale podkorenska strmina. Kaj pa za smučarje invalide? Definitivno gre za eno najtežjih, če ne celo najtežjo progo v svetovnem pokalu pri nas in to se tudi pozna. Veliko znanja je potrebnega tako strani tekmovalca, da pač to strmino premaga. Videli smo, kaj lahko pravzaprav naredi izkušen postavljalec na tej strmini v primerjavi s kakšnim bolj novincem, kot smo videli danes v prvem teku, ko je bilo odstopov pravzaprav preveč. Ampak pozna se pravzaprav, da je to res morda kitzbil našega smučanja, ne? In da morajo biti tukaj tekmovalci zelo dobro pripravljeni, sploh ko se bliža ta zadnji dan, ko so že 3 veleslalomi za nami, ko potem pride še slalom in je ta tempo tekmovalcev v tem obdobju izredno naporen. Tekmovalci so v zadnjih 15 dneh opravili 12 tekmovanj in je pač res utrujenost že vidna in prisotna in si mislim, da vsi že počasi želijo, da se z tega lepega prizorišča poslovijo in grejo domov. Se na tem prizorišču vidimo prihajajočo zimo, prihajajočo sezono? Za prihajajočo zimo nisem prepričan. Želeli bi si vsekakor, gre samo za usklajevanje koledarja med IPC-jem in Kranjsko Goro. Kranjska Gora v naslednjem letu gosti neke druge dogodke in nismo prepričani, če nam bo uspel najti razpoložljiv termin za tekmovanje. Pogovarjamo se tudi o možnosti organizacije paralelnega tekmovanja, vkolikor bi vse ostale možnosti odpadle. Videli bomo vsekakor, si pa želimo, če ne v naslednji, pa takoj v eni sezoni kasneje, da bi se vrnili v Kranjsko Goro in v bistvu na ta način nadaljevali do paraolimpijskih iger. Glavni pokrovitelj je bila tudi letos Hitalpineja. Predpriprave na tako velik dogodek trajajo kar nekaj časa. Vsaj 2 do 3 mesece prej, zadnjih, rečemo, 1 mesec je pa res intenziven v vseh pogledih. Vsega dela in do nastanitev, do vse ostale organizacije, ki treba skoordinirati z Alpskim smučarskim klubom, od reševalcev, vojske, skratka vseh dejavnikov, ki so tukaj, bom rekla, zunanji, ki delamo skupaj to tekmo. In zdaj, če potegneva črto pod vse skupaj, ste zadovoljni? Ja, zelo smo zadovoljni, zaradi tega, ker se zdaj vračajo že, lani je bilo svetovno prvenstvo, sicer svetovni pokal je to že 4. zaporedoma, vračajo se v velikem številu, mislim, da je skoraj eden izmed najbolj številčno obiskanih svetovnih pokalov v paraolimpijskem smučanju in tudi hvalijo progo, radi so tu. Kako se pa pozna pri številu nastanitev Hitalpineje? Zdaj se občutno povečajo v teh nekaj dneh. Vam to pride prav v tem, če rečeva, mrtvilu med novim letom in potem zimskimi počitnicami? Ja, vsekakor nam pride prav, ne? Tako tudi eden izmed
bom rekla, dejavnikov, da tudi to organiziramo. In pa seveda, da je dodatna promocija Kranjski gori, kraju in pa tudi na koncu tudi nam kot nastanitvenim objektom. Lahko prihodnje leto znova pričakujemo, da boste kandidirali za organizacijo, pa potem še vseh seveda prihajajočih letih? Če vse tako naprej tudi. Je konkurenca pri tem huda? Kako potekajo ta usklajevanja? V bistvu niti ni, če sem čisto odkrita, zaradi tega, ker je vitrinška strmina ena izmed najbolj zahtevnih in jim manjka to v svetovnem pokalu, radi se vračajo, tako da bom rekla, imamo kar velike bonus točke tukaj. Kakšni so gostje, so ti športniki, so zahtevni, so preprosti? Ne, niso zahtevni, so zelo preprosti, nobenih posebnih zahtev, tako da bom rekla, idealni. Kako ste zadovoljni z organizacijo letošnjih tekmovanj v Kranjski gori, če malce skleneva vse skupaj? Poglejte, svetovni pokal je svetovni pokal, sem prihajajo najboljši smučarji invalidi in moram reči, da vedno radi pridejo nazaj, ker je seveda organizacija teh zadnjih svetovnih pokalov in lansko leto svetovnega prvenstva na tako visoki ravni, da seveda ni nobene graje, nasprotno same pohvalne besede, ne samo do Hit Alpine kot glavnega organizatorja, ampak seveda tudi do vse izvedbe, predvsem ASK-ja, Kranjska gora, ki seveda na tej progi naredi čudeže. In tudi tokrat je seveda proga in to je največ, kar atleti zahtevajo, je, da je proga pripravljena vrhunsko in to progo imajo pripravljeno vrhunsko vsako leto, poleg seveda namestitve, ki je v Kranjski gori še posebej dobra. Odkot vse so prišli? Mi imamo danes tukaj, oziroma smo imeli v zadnjih 4 dneh 20 reprezentanc, v bistvu iz vseh kontinentov, razen iz Afrike, ne. Tako da imamo pokrito in Novo Zelandijo, Avstralijo, seveda Kitajsko in seveda vse evropske države. Tekmovalcev je bilo 70, tako da seveda to je, se veste, svetovni pokal je svetovni pokal, tukaj pridejo samo najboljši. In kam zdaj odhajajo tekmovalci naprej? Kje bodo še kakšne tekme? No, najprej seveda grejo tekmovalci domov, ker je zdaj bila zelo intenzivni, je bil od začetka decembra tekmovalni do Kranjske gore. Potem je pa pauza in je prvo večje tekmovanje svetovni pokal je v ruskem Sahalinu. V kranjskogorski občini so sicer vajeni prirejati velika športna tekmovanja, na kar je ponosen tudi župan. Ponosen sem, da smo v bistvu občina, ki pomaga organizirati in seveda tudi gostiti te junake smučanja, hendikepirane osebe in tudi veliko čast mi je, da ta moment oziroma konec tedna gostimo na sosednji Koroški v Bistrici na Zili in v Beljaku specialno olimpijado, kjer so ljudje majčkeno drugače hendikepirani, ampak tudi tam se kaže ta srčnost in z veseljem tudi bom šel si pogledati za vikend to specialno olimpijado k mojim prijateljem županom Bistrice na Zili, Beljaka in tudi Podkloštra. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. V četrtek ob 17. bo redna seja Bohinjskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so med drugim odlok o prometnem režimu občine Bohinj, predlog odloka o postopku financiranja letnega programa športa ter predlog pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bohinj. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. V petek ob 17. bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pravljični šepet gora. Prisluhnili boste lahko pravljici o Srebrnokrilcu. Pravljice bo pripovedovala Natalija Štular, da bodo glavni junaki zaživeli v slikah in oblikah, pa bo poskrbela akademska slikarka Špela Oblak. Lions Club Bled Golf v soboto 1. februarja v Kranjski gori organizira tradicionalni, letos že 18. humanitarni veleslalom. Dogodek je celodnevna dobrodelna prireditev.
FIS kontinentalni pokal v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji Planica 2020 bo v soboto in nedeljo potekal v dolini pod Poncami. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!